nestrpno pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Dobro, vseeno, no. Odkot ste prišli danes? Z Manžana. Z Manžana? Ja, taj, ki živiš tudi ti. A ja? Ja. Vidim, mogoče si tudi moja soseda, gledaj, ne vem. Pa mogoče, ja. In koliko časa si rabila do sem? 2 uri 15. 2 uri 15? Ja. A to je bilo manj, ker nisi rekel okoli 3, da bo? Ja, ma se nismo ustavili na standardnih postojankah. Aha. Kaj ste šibali ali kako je to? Ja, nismo mogli prav šibati, ker je bil led. Bilo precej ledo in je drseno. In kaj pomeni ta krst danes, oziroma ki bo ta krst? To pomeni, da konji, ki pridejo danes sem, z jahači bojo zdravi in pridni celo leto. Aha. Top. Jahačice? Ne, jahačice tudi. Ne pa sploh. Smo dobili evropskega veterinarskega inšpektorja. Mene zanima, kako se vam zdi od take prireditve. Je vse v redu po predpisih? Zaenkrat kaže, da je vse točno. Ja? Ne vidimo nobenih nepravilnosti. Vse je skladno z pravili igre. Ampak imate verjetno tudi vi danes konje tukaj? Ja. A zaradi tega pravite, da je vse v redu? Mora biti, če ne popravimo. Če ne popravite? Uskladimo, se reče. In kakšne napake bi lahko bile? Napake bi bile prevelika količina zaužitega alkohola pri jahačih, neprevidnost pri otrocih in ostalo. Drugače je vse v redu. Konj je v redu, konji so zdravi in je vse. Ste pregledali enega po enega, kako? Ne rabi pregleda. Ne rabi pregleda, vse vidi nadaleč. Je vse v redu. Hvala. Ta konj je eden najbolj zdresiranih konjev tle. Najbolj zdresiranih? Najbolj zdresiranih konjev. No in krajši opis, prosim. Krajši opis konja. To je konj. Kukuanj. Šah. Konj ni kobila. Lastnika Gorana Sosiča. Konja poznamo že vrsto let. Prijahal je vse terene v Primorskem. Preživel vse dogodke. Zmagal, zgubil in ostal živ. Pridno zdrav, nikoli bolan. Vedno je bil naš prijatelj. V vseh obdobjih. Beje, da boste vidva pokazala eno... Ja, mene je prijatelj Goran navadil en skok s konja, ker njega boli noga danes, bom jaz izvedel skok v njegovem imenu. Kaj mi daste to? Ja. Prav? Ajde. Bez klobuka. Bez klobuka. Šah, voliš skok? Voliš skok, šah s tega. Voliš. Povej. Ja, je rekel, da dovoli. Je rekel, da dovoli, dobro. Ajde, konja, jaši. Ja, dobro, stvari se v borbo. Evo, bravo. Čestitke. To po olimpijadi. Ja, bom po olimpijadi, ja, nisem vedel, kaj bom počel naprej, ne. Nekaj je bilo treba migati, ne. In pri nas so imeli pa zmeri konje, moj nono je bil furman, je vozil še leto, Trst s konji in tako, ne. In sem zmeri navdušen nad temi živalmi in potem sem zagledal tega mojega konja, ne, in sem rekel, ta bo moj. In potem sem tega tipa in na eno leto sem ga žical, dokaj mu ni zmanjkalo hrane za konja in denarja in mi ga je končno prodal. In potem je začelo tako, ne, s kompanijo, s temi našimi povali, prijatelji, dobiš nove prijatelje, nova spoznanstva. Poleti smo dosti hodili tudi po več dni, je kar zanimivo, ne. Sem pristaš takšnega življenja v naravi. Isto kot je bilo jadranje, je stalno nekaj povezano z naravo, isto je s konjem. Iz tega, da še živa žival, ne, je poseben feeling, ne, moraš vzpostaviti nek odnos med konjem in jahačem, ne, da stvar funkcionira, ne. Na začetku normalno je prisoten uni strah, ne, še posebno za mene, kaj sem takrat imel 30 let, ko sem prvič se spravil na konja, ne, malo je bilo straha, ne. Samo, ko to prebrodiš, pa rataš ko eden, ne. Ful lepo. In predvsem pa to druženje, ne, zdravo druženje. Kako je kombinacija jadranja z jahanjem?
v redu, se pravi, nisem še padel s konja, zgleda sem toliko ravnotežje dobil pri jadenju, da tudi na konju to zgleda pomaga, je povezano. Je, kot da bi šel po valovih s konjem, ne greš v galop, plavaš, ne, greš po zraku in pol zmeri probavaš nekaj več, ne, samo zmeri pa pri konju moraš paziti svoje zmogljivosti in zmogljivosti konja, da se ne zgodi kakšna hujša nesreča, ne. Tudi se dogajalo, tudi med nami, da so se pač poškodovali ali padli ali koga brcnil konj. Je bilo tudi neprijetnih stvari, zato moraš pa v zmeri predvidevati, da imaš opravka, ni to avto, boš za bremzo se bo ustavilo, konj zna tudi povleči po svoje, ali v levo, ali v desno, se približa konju pred sabo, lahko te uni brcne, ne veš, kako je uni reagira. Ne? Moraš dobro poznati in ena določena pravila spoštovati, ko si na konju. Vi ste bili med prvimi tukaj skoraj od začetka? Ja, mi smo že tako enih 5 hačev, smo skoraj vsega začetka, jaz mislim, sem prišel drugo leto. In takrat je bilo še vse bolj skromno, smo tudi tako sami kaj skuhali, pa en dan prej smo pripravljali, smo tukaj snali kakšen roštilček, se malo pomenili, si izmenjali izkušnje, jaz sem bil bolj na novo, me je vse zanimalo, vsakega sem gnjal, zakaj to, zakaj ono, ampak edino na takšen način in prideš do nekega znanja in spoznanja, najlažje se naučiti od drugih, ki že nekaj znajo, boljše kot na svoji koži, ne. Jaz to pravim tudi otrokom, ki hodijo v šolo, ne, se treba učiti, ne. V vsaki stvari, če jo hočeš obvladati, ali je to matematika, ali je to konj, ali je zgodovina, se treba učiti. In kako se je potem razvijalo? Na začetku je bilo verjetno manj konjev, potem pa... Ne, na začetku je bil v bistvu tukaj 5-6 konjev, potem vsako leto tako smo se potem srečevali na terenih in smo to omenjali, ne, da je pač to v Zanigodu se ta stvar dogaja in smo zmeraj več prijateljev pridobivali vseh strani, so začeli prihajati. Tudi z uspešno organizacijo, da pripraviš teren, hrano za konje, nekaj pogostitve za ljudi, ki pridejo sem, se je stvar razširila. Mislim, da je na enem lepem nivoju. No, povezano je seveda na breme. Breme je bistvenega pomena. Načeloma zadnje leto ste imeli srečo, ne? Ja, zadnje par let je kar lepo. No, sicer zdaj gor na krasu piha burja, sem tukaj pod steno, je kar prijetno. In še če se obrneš gor pod stene, je lepo, ko vidiš vlak, ne, ker še enkrat so zmeri fanti rekli, zdaj gremo na konje, gremo oropati vlak. Ja, se odpravljen ste lik tako, ne, zdaj za oropati vlak konje, lik tako so zgledali. In kaj pomeni to za konja in v bistvu za lastnika, ta krst v bistvu? To je pač tradicija, Sveti Štefan je bil zaščitnik domačih živali in konj. In kot pri vsaki stvari, kot je, če bom rekel 1. maj ali pa Velika noč, je to nek datum, ki predstavlja neko druženje določenega pomena. In mi smo pač kot konjeniki izkoristili Svetega Štefana za naše druženje enkrat na leto, da se dobimo. To je pač kot praznik, kot je Velika noč ali pa karkoli. Ok, najlepše hvala. Ja, nič. Moj brat je tam, vse. 38 konjem, njihovim jezdecem, pa tudi 2 konjem in eni muši. Blagoslovil bo tudi konjske grive, na koncu pa bo lahko blagoslov tudi psičkov. Evo, zdaj smo bili doj pri Svetem Štefanu in smo že razne molitve opravili in zdaj pa z veseljem bomo naredili še tukaj blagoslov konjičkov, kako smo ponijev in muša in potem tudi vse druge živali, psičke in... Mene tudi. Hvala.